Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Hotel Lek v Kranjski Gori je prodan Nizozemcem. Švicarska multinacionalka Novartis, pod okrilje katere sodi Lek, je izmed ponudnikov za nakup kranjskogorskega hotela izbrala nizozemsko družbo Comfort Hotel Management. V družbi, ki velja za enega največjih upraviteljev hotelov v Evropi, obljubljajo strateški razvoj hotela in ohranitev vseh delovnih mest. Interes so pokazala tako slovenska kot tuja podjetja iz hotelskih in tudi drugih področij. Prejeli pa so več kot 10 resnih ponudb. Za nizozemsko družbo je to prvi slovenski hotel, ki ga ima v lasti. Hotel Lek v Kranjski Gori ima 28 zaposlenih, od tega 22 za nedoločen čas. Hotel, ki že 42 let soustvarja kranjskogorsko turistično ponudbo, ima 72 sob in 144 postelj. Kranjska Gora je od četrtka do včeraj gostila mednarodni filmski festival. Namen festivala je predvsem tem, da ljudem predstavimo najnovejše tematike in filmske tendence, ki govorijo v prid človekovim pravicam. Prav tako je to logična nadgradnja poletnega festivala, kjer je bil aktivistični film in dokumentarni film in so se ljudje blazno dobro odzivali. Zato smo izkoristili to priložnost in poznanstvo ter v Kranjsko Goro pripeljali festival Združenih narodov, kar se mi zdi ena velika pozitiva in velik plus za Kranjsko Goro samo, ker to se promovira po celem svetu, tako da se Kranjska Gora podaja tudi kot turistična destinacija naklonjena nekim kulturnim vsebinam. Razlika med tema dvema festivaloma je predvsem v časovnici. Poletni traja skoraj 10 dni, ta 3. In tle prevladujejo samo dokumentarni filmi na temo človekovih pravic. Na poletnem pa imamo razne žanre, razne oblike filmov, od risanih, dokumentarnih do celovečernih. Ampak bistvo je pa enako. Nagovarjamo ljudi z dobrimi filmi, z dobrimi zgodbami in hočemo poseči v njihovo zavest ter jih osvoboditi spon, ki jih težijo in jih pripraviti do tega, da rečejo dost imam. Pardon, tudi mi smo ljudje, zahtevamo svoje. Nov festival bo ponovno v istem terminu kot lani, konec julija, začetek avgusta, čez poletje. Mes pa se znajo zgoditi še kakšne delavnice, kakšne zanimive stvari in pa seveda zanimivi gosti, ki jih želimo pripeljati v Kranjsko Goro. Potujoči filmski festival Združenih narodov v ospredje postavlja dialog in poglobljeno raziskovanje svetovnih kultur, situacij, s katerimi se ljudje soočamo in rešitev za boljši jutri. Filmski festival prikazuje skrbno izbrane in nagrajene dokumentarne filme z vsega sveta in ravno zato žanje velik ugled med filmskimi ustvarjalci in tudi med producenti dokumentarnih filmov. Kranjska Gora je sama po sebi odprt filmski studio in kot tak si zasluži, da ga polnijo vsebine povezane z filmsko industrijo. Filmi, ki si zaslužijo pozornost tako domačinov kot turistov in pa seveda sama po sebi nagovarja in vabi, ker to je res ena taka destinacija, kjer je vse filmično in zakaj pol ne bi bil film sestavni del tega kraja. Organizatorji so sodelovali tudi z osnovno šolo Josipa Vandota Kranjska Gora. Učenci in učenke so bili namreč prav tako povabljeni na projekcijo filma. Z osnovno šolo Kranjska Gora sodelujemo predvsem zaradi tega, ker se nam zdi pomembno navaditi otroke prihajati v nek določen prostor, v tem primeru v kulturni dom oziroma ljudski dom, in pa seveda jih začeti seznanjati z filmsko kulturo. Prej, ko bodo spoznali neke osnove tega početja, večje zanimanje bo želi za to in naši bodoči festivali bo imeli več publike. Zadovoljna je bila tudi direktorica festivala. We're extremely happy to be here in Kranjska Gora. This is our first time for the first traveling film festival and we having our... Zelo smo veseli in zadovoljni, da smo v Kranjski Gori s potujočim festivalom Združenih narodov. Že 18 let takole potujemo po svetu, od Pariza, New Yorka, različnih mest po Združenih državah Amerike do Beograda in veseli smo, da nas je Matjaž povabil tudi k vam. Čudovito okolje imate, tu je čudovit dom. Predstavljamo filme, ki so
polni moči, dokumentarce in predstavljamo jih tudi otrokom. Z dokumentarci želimo deliti znanje, želimo izobraževati. To je naš namen in to želimo nadaljevati tudi v letih, ki prihajajo. Continue with this wonderful opportunity for many years to come. Triglavski zvonovi so tudi letos pripravili koledovanje po Zgornjesavski dolini. Potekalo je v petek na Svete tri kralje. Začeli so na Trgu na Gorici v Kranjski Gori, nadaljevali pa na športnem igrišču v Gozdu Martuljku, pri Jurču na Belci, v Novem naselju Dovje na Stranc, pri Vogu na Dovjem, na vrtu Viharnik v Mojstrani in končali pri Psnak v Radovni. Koledovanje je star predkrščanski narodni običaj v času okrog novega leta. Koledniki se preoblečajo v Svete tri kralje in hodijo po vaseh ter zbirajo darove za revne družine z otroki. Rimljani so prvi dan v mesecu imenovali kalandaje. Rimski meščani so tega dne v hrupnih sprevodih hodili po mestu, peli in plesali. En angel me je klical, pa je rekel gor vstani. Sonce je že ven prišlo, ni cajta več ležati. Jaz sem pa urco slišal, ki je bila polnoči. Sem šel hit pogledat, kaj se tako svetli. To ni človeško petje, to je preveč lepo. Tudi Gašper ni in Miha, tudi jaz ne znam tako. Ej, to so bili angelci, ki tako lepo pojo. Enemu majhnemu detetu čast pa hvalo dajejo. Ja, koga naj mu pa ofram, sem Bog in reveš sam. Imam eno jagne, če to dam, potem grem fehtat sam. Ah, le dajmo mu kaj ofra, saj vsak od nas živej, da je Mesija rojen, da Bog je znan, poj pa gremo spet naprej. Pastirci, kam hitite, že pozno je nocuj, kaj radostno žarite, kaj nese vsak seboj. Mi gremo proč Jeriva, mi gremo v Betlehem, mi gremo tja do hleva, zveličen Bog je v njem. Gregor Benedik je novi predsednik organizacijskega komiteja Pokala Vitranc. Na tem mestu je nasledil Metoda Dragonjo, ki se je zaradi obilice službenih obveznosti funkciji predsednika OK Pokala Vitranc odpovedal. Najlepša hvala za čestitke, mislim, da je to ena odgovornejših funkcij, bom rekel, kar sem jih kdaj imel. Tudi na to funkcijo sem pristal, ker vem, da poznam ta organizacijski komitej, že nekaj časa sodelujem in vem, da so stvari utečene, da se dela po neki strategiji in upam, da bomo uspeli tej strategiji slediti in seveda slediti vsem novim trendom, izboljšavam, slediti kako se tekme organizirajo, učiti se od drugih organizatorjev in skušati biti najboljši. S katerimi organizatorji se morda najbolj povezujete? So to še vedno tisti iz kluba 5+ ali pa še nekoliko več? Ja, še vedno je naš generalni sekretar tudi predsednik kluba 5, tako da se, bom rekel, večkrat letno srečamo z vsemi temi. Hodimo tudi po različnih tekmovanjih, se družimo, izmenjujemo izkušnje, izmenjujemo mnenja in samo tako bomo lahko sledili tudi zahtevam FISE, zahtevam logističnih potreb za neko tako prireditev in, kot sem že prej rekel, upam, postali najboljši. 4. in 5. marec bosta kmalu tu, že potekajo predpriprave na pokal? Ja, seveda, takoj, ko se zaključi pokal preteklega leta, se v bistvu začnejo priprave za novo leto, za naslednjo leto. In mislim, da smo imeli že 3 seje v tem pripravljalnem obdobju, tako da
priprave potekajo nemoteno in pokal, koliko smo si ga zadali, konca sezone bo izveden. Gregor Benedik je v času svoje aktivne športne poti dosegel 1 zmago na tekmah za svetovni pokal in sicer v slalomu v Sarajevu. Sicer pa se je na kar 16 tekmah uvrstil med najboljših 10 v veleslalomih in slalomih za svetovni pokal. Tudi danes je aktivno udeležen v slovenskem alpskem smučanju, saj je dejaven v Alpskem odboru Smučarske zveze Slovenije in je tudi predsednik Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora. Pokal Vitranc oziroma Alpski smučarski klub pa je letos dobil tudi prav posebno darilo. Da, direktorica hotela Lek, gospa Doklova, me je pooblastila, da predam Alpskemu smučarskemu klubu Kranjska Gora posebno božičkovo presenečenje. To presenečenje se sestoji iz deske in številke, ki jo je nosil Dejan Košir kot svetovni prvak v sezoni 2001-2002 v deskanju. Biti svetovni prvak je prav gotovo veliko priznanje za Kranjsko Goro in seveda tudi za Dejana Koširja. Ta deska je bila odkupljena v posebni dobrodelni akciji, ki so jo organizirali Jeseničani za svoje mlajše bolne otroke. Lek je tedaj leta 2002 to desko odkupil, jo predal hotelu Lek in pred prodajo hotela Lek v letošnjem letu me je direktorica pooblastila, da bi bilo prav, da ta deska ostane v Kranjski Gori in jo izročam kot posebno božičkovo darilo. Drage gledalke in gledalci, prelistali bomo še koledar prireditev. V petek ob 19:30 bo v občinski knjižnici Jesenice na ogled komedija Večerja je na mizi. Vstop bo prost. Društvo upokojencev Javornik Koroška Bela vabi na dobrodelni koncert v petek 13. januarja ob 18. uri v kulturnem domu Turist na Slovenskem Javorniku. Na koncertu bodo nastopali pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, ženski pevski zbor Društva upokojencev Javornik Koroška Bela Večerna Zarja, folklorna skupina Triglav in plesna skupina Teksas Star. Zbrani denar bo namenjen za sanacijo doma Društva upokojencev na Slovenskem Javorniku. Svetovni dan snega bodo v Planici obeležili v soboto od 9 do 14. Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi na nočni pohod ob polni luni na Valvazorjev dom pod Stolom. Odhod bo v soboto ob 16. uri izpred penziona Špiku Gozdu Martuljku. Komedija Butelj za večerjo bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled v soboto ob 19:30. Žur s skupino Pop Design in gostom Danielom Popovičem bo v soboto ob 20. v dvorani Vitranc v Kranjski Gori. V nedeljo od 10. bo na smučišču v Kranjski Gori potekal zimski čarobni dan. Drage gledalke in gledalci, to je vse v tokratni kroniki tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!